Kljub opaznemu napredku na področju enakosti spolov se še vedno pojavljajo razlike v plačilu med ženskami in moškimi, tudi v družbah, ki veljajo za napredne. To je glavna ugotovitev znanstvenega članka Within Job Gender Pay Inequality in 15 Countries, ki ga je v soavtorstvu v prestižni reviji Nature Human Behavior objavila redna profesorica dr. Aleksandra Kanjo-Mrčela. V raziskavi, ki jo je vodila Univerza v Kaliforniji, so na primeru 15 držav ugotovili, da razlike med spoloma v zaslužku obstajajo pri istem delodajalcu za ista delovna mesta. Največje razlike so na Japonskem in v Južni Koreji, najmanjše pa na Danskem, Švedskem, v Franciji in na Madžarskem. Med analiziranimi državami se Slovenija uvršča nekje na sredino. To spoznanje je zaskrbljujoče zlasti ob dejstvu, da je Slovenija v preteklosti veljala za državo z eno izmed najmanjših razlik v plačah med moškimi in ženskami v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Še bolj zaskrbljujoča pa je ugotovitev, da se trenutni trendi v Sloveniji nagibajo k povečevanju teh razlik, ne pa k njihovemu zmanjševanju. Pomembno je poudariti, da je bila študija objavljena v prestižni reviji Nature Human Behavior, ki ima zelo visok faktor vpliva in je po podatkih za leto 2021 najbolj citirana revija na svetu na področju vedenjske nevroznanosti. O njeni širši družbeni relevantnosti priča tudi dejstvo, da je doživela medijski odmev, kar je danes redka usoda znanstvenih člankov. Zaradi znanstvene odličnosti raziskave in njenega izjemnega prispevka k sociološkemu razumevanju problematike plačilne neenakosti, Slovensko sociološko društvo podeljuje Aleksandri Kanjo-Mrčela priznanje za znanstveno delo, ki vključuje tudi njeno predhodno delo na tem področju.